V drugem krogu pokala Slovenije žreb združi dva prvoligaša, to je bil dvoboj Krčanov in Celjanov. Tekma v prvenstvu je bila odločena v korist Krškega, kajti Dangubič je zadel na tem štadionu za 1:0. 9. minuta in gol za Krško. Kramarič je bil najspretnejši in žoga je končala v mreži. Domača ekipa je povedla z minimalno prednostjo takoj na začetku tega dvoboja. Manjši fliper pred vrati, potem pa odbita žoga, strelo daleč in Kramarič je bil strelec za Krško. Domača ekipa je dobro štartala in tudi nadaljevala dvoboj. Še ena priložnost za Pušavarja, ki je tokrat iz izjemno ugodnega položaja nekoliko zgrešil gostujoča vrata. Spet nevarni domači, to je bila res velika priložnost za Kramariča, ki je bil sam pred vrati, ampak Rozman je bil boljši in ubranil tale strel. Ob koncu prvega polčasa še priložnost za goste, tokrat je streljal Matej Podlogar, ampak na pravem mestu je bil Matej Zalokar, ki se je izkazal z obrambo. Drugi polčas in 3. minuta nadaljevanja, žoga pred vrata, Čirjak je podal, Rahmanovič pa je zadev za izenačenje na 1:1. V tem poletnem prestopnem roku je prišel v zadnjih dneh Rahmanovič iz Maribora in takoj pokazal, da bo letos pomembna okrepitev za nogometaše Celja. Še napad Grofov, tokrat je podal Rahmanovič proti Čirjaku, ki je lepo preigraval in na koncu streljal nekoliko mimo vrat. Kot za domače podaja Dangubiča in strel Vukliševiča, odlična obramba, tokrat Rozmana, potem pa še en kot za Krško in še ena žoga pred vrata, tokrat je prečko stresel Vukliševič in še drugič je bil nekoliko premalo natančen. Out za Volaša, ki je takoj podal proti Rahmanoviču, obramba Zalokarja in še zadnja akcija tekme v rednem delu. Bučar je streljal, Rozman pa na pravem mestu in ostalo je pri 1:1. Podaljški med Krškim in Celjem, 2x15 minut, prva priložnost pa takoj gol za goste. Čirjak je izvedel prosti strel, Rahmanovič je odbito žogo pospravil mrežo in Celjani so povedli z 1:2. Slabo izbita žoga, Rahmanovič pa je vse skupaj izjemno kaznoval. V zadnji minuti prvega dela podaljška še izključitev trenerja Celja Roberta Pevnika, ki je moral tokrat na tribuno in si je prislužil kazen. V drugem delu podaljška pa nevarnejši Krčani, najprej podaja pred vrata in vratnica je tokrat rešila Celje. Potem na sredini igrišča še en rumeni karton za Daliborja Volaša, ki je bil izključen. Tekla je 117. minuta. Igralec manj za Celje in Krčani so v zadnjih minutah močno pritisnili proti vratom Celja. Tekla je 121. minuta, žoga pred vrata in dolgo časa ni bilo strela, potem pa vendarle do žoge Filip Dangubič po pravem fliperju in sreča tudi za Krško, 2:2, na koncu žogo mreži in Dangubič je izenačil v Krškem in sledile so 11-metrovke. Prava drama v Krškem, Celjani so izbijali, na koncu pa žoga do Filipa Dangubiča, ki je letos igral v sijajni formi, takole je zadev pod prečko, neobranljivo za Rozmana in izenačil na 2:2. Celjani so streljali prvi, najprej je zgrešil Travnar in Krško je bil takoj v dobrem položaju, nato strel za Špilerja, ki je zadev za 1:0. Naslednji je za Celjane meril novinec Elvedin Džinić, tudi on pa je stresel prečko in ostalo je pri minimalni prednosti Krčanov. Gol je zabil tudi Filip Dangubič in Krčani so imeli že dva tako imenovana brejka prednosti, 2:0 po dveh serijah. Za Celjane je zadev Widmajer in znižal na 2:1. Nato pa še en zadetek za Krčane in prednost je bila občutna, 3:1 po treh serijah. V četrti seriji pa je stopil k žogi še Žiga Kovs in tudi on je zgrešil. Celjani so trikrat zgrešili 11-metrovko in Krčani so
potniki v tretji krog pokala Slovenije na koncu po 11 metrovkah Krško Celje 5-3.